Jebem ti Božiča me nastavljajo tega hluda pizda. Aj treba tega. V glavnem, ne se ne. Drage dame in gospodje, dobrodošli v novi epizodi Testure. Z menoj je Nejc Črnilogar in danes se klelem v njegovi kleti, ker ima baje nekaj zame. Nejc, kaj ima zame? Ene bremze, Sugar Louis. Kitajci se pravi. Kitajci, ja. Ok, razlož moji publiki malo več o teh bremzah. Ja, kad kaže, so Kitajci se zgledovali po enih drugih, pa so malo predelali, da je zdaj koliko unikaten, malo drugačen izgled je, ne. Imamo bremzo, narejeno iz kosa aluminija, reskano, eluksirano, na mineralno olje. Na mineralno olje se Ja, pravi. mineralno olje. Ok. Batki tukaj noter se ne vidijo, zdajle so Rosfray, pač stainless steel. A je boljš imeti, se pravi, Shimano ima kaj keramične batke, tam ima pa Rosfray, kaj je boljš? Keramični so definitivno cnej za nares, ne. Kaj cilj batka je, da preneš se silo iz olja na samo ploščico, a ne, da Ja. porine, hkrati pa ne sme prenašati toplote, ki se ustvarja pri zaviranju na olje, ne. Zdaj, keramika je recimo švoh toplotno prevodna, ne, ima nizko toplotno prevodnost, je lahko polna. Tukaj smo naredili take šalčke, mora biti pa šalčke, zato da je stična površina med ploščico in samo batka manjša, zato da ni takšnega velikega prenosa toplote, ne. Bleedport, tu imaš reach, ta pa contact point z impusom na sredini. A ja, imaš rični kontakt point v enem? Ja, v enem je. No, ta contact point. A to dejansko velja? Jo, voda. Da ni. Ležajčki. Ležajček, to v redu, se pravi, dober feeling na ročki. Ja, ročko imaš uložajno, sama batnica je tudi uložajna, ne. Takole. Mislim, se moram reči, da Kitajci izgledajo, kot da se zna iti, ne, takole. Vsi se da, no res, ne. Če se da, ne. Če se da, ne? Tako da. Zdaj gledalce zaupi tvojo izobrazbo. Sem univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike po starem programu, smer močnostna, torej sem mehatronik, ukvarjam se z avtomatizacijo, poklicno, torej poznam, ne vem, ko rekel, bolj sem po duši, sem bolj strojnik kot pa štromar, no, ampak. To sem vprašal samo zato, da vi vidite, da on ima nekaj pojma in ne govori nekaj v prazno, tako da vse, kar bo danes povedal, je nek razlog za tem, ne? Jo. Kako da si se ob poplavi toliko hudih bremz na trgu odločil za to? Jaz sem čisto slučajno našel, dobesedno sem jih našel preko enih, ne vem, na enem forumu našel ene slike, pa sem vprašal našo izpostavo, ki imamo na kitajskem službi, a je to res, a to obstaja, ne, in so mi pač potrdili, da se da dobiti, ne, in sem pa prek enih agentov dobil en vzorec, zadeva delala ful dobro in pa sem se pač odločil, da našel tega proizvajalca in se pač probal z njimi povezati, ne, da bi probali to zapeljati. Ok, cena te zadeve na trgu bo koliko približen? Jaz računam tam ne vem, 400 €, 450 nekje. Odlično, in dobiš v bistvu, se pravi, bremza spredi, zadnji, torej set, pakne so zraven? Pakne so zraven, ja. Pakne so Hope drugače, E4. Hudo, Velikost Hope E4. hudo. Jaz sem se zmenil s temi tipi, da me dajo še malo rezervnih delov, ne. Dobesedno imam presnila, membrane, pa take zadeve imam, če komu kaj svali, da lahko popravimo, ne. Tile klempe sem naročil, še sušili imam. Se pravi, vse se da zamenjati? Ja. To je hudo. Zdaj nekaj bom imel kleja, ne, mislim, pač če bo komu kaj svalil, nekaj bo treba pač pa naročiti, če vse kaj večjega. Se pravi, vsi vi, ki hočete kitajskega imeti, kontaktirajte tebe. Ja, mene, ja, poslovine mene. Nejc Črnilogar, v spodaj, v opisu profila boste imeli tudi povezavo na Instagram in tako naprej. V glavnem, pet greva midva zdaj tole zmontirati, pa še kaj vmes povema. Si žučen? Ne. Ste si hud. Mislim, da je šlo to skozi. A je kaj prišla že? Ni še prišla, tako da kar nima. Nič. Ti samo pritizni, Černi, Bomo podmazali. Černijeve metode. Černiworks. Černiworks. No, bomo zdaj videli, kaj zrihteva. To si povzel. Poglejte, gačo. Našla izhod, bravo Černi, vidiš, ko ti to obvladaš. Folk.
V komentar zapišite, Černi, ti si master. Kaj je fora dot zavorne tekočine pa mineralnega olja? A nima mineralno bolj toplotno obstojnost? Mislim, fora je tem, ne, vsaka stvar ima eno določeno vrelišče, pa se to, Ja. ne. Največja razlika, po mojem, med dot pa mineralcem je, da je dot reguliran, a ne. Kaj to pomeni? Dot je nadzorovan strani države, strani regulatorjev, da je točno po standardu narejena, ne. Ok. Mineralno olje pa lahko tudi, ne vem, kurilc, Ja. baby oil, karkoli, vse to spada pod mineralna olja, ne. In vsaka firma ima svojo formulacijo, svojo karkoli in svojo pač hvali, ne. In ja, na naših bremzah uporabljajo samo naše olje pa tako naprej, a ne. Ja. In pa z garancijo s tem težijo pa vse. Dot je pa tako, dot kupiš lahko v, ne vem, v Merkurju, Ja. Petrolu. petrolu, kjerkoli bo ziher ta prav, a ne. Kaj pa je razlika med dot 5.1 pa 4.1? Temperatura vrelišča. In kaj ti priporočaš? Ja, definitivno 5.1 ima višjo temperaturo vrelišča, ne. Sam, a ti daj zavrelo olje v bremzah? No, ti si vozil te mega avalanche. Ja. A tam nisi nič pregrel? Pregreješ, ja, sam ne pregreješ olja, mislim tekočine. Ti pregreješ pakno, pa mislim ploščico Ampak pa a ni diska, tako, ne. da če to fulkrat pregreješ, da ti velikrat zrak pride noter? To pa ne mogoče tesnila pregreješ, a ne, sama noter, ne. Še nekaj se boste naučili danes, a ne? Ja. Povej mi, kaj pa pol ti priporočaš, mineral ali dot, če je to večna polemika? Z inženirskega stališča bi drugače priporočal dot, a ne. In zdaj si izbral bremze, ki ima mineralce. Ja, so to hude, a ne. Haha, sej to! Ok, ampak kaj pa vpliva to meni do zdaj? Mogoče te novi kodi, ampak do zdaj mi sram bremza sploh ni bila niti malo všeč. Vedno sem furil že 12 let Shimano, pa zdaj pol 2 let formulo, zdaj imam to, vse so mineralne olje. A je to pogojen z oljem, kakšen je občutek na ročki? Ne. To pa ni. Ne. Pač predpostavljamo, da tekočina ni stesljiva. Olje ni stesljivo, dot tekočina tudi ni stesljiva, ne. Se pravi, to je samo pač sistem. To je samo pač sam sistem, samo te fleksibilnosti, ki sem pravil noter, ne, kam se kaj podaja, ko bi rekel, ne, ki se pač ročka skrivi, ki se lightnega napihne, vse to, ne, ima to vpliv na ta feeling na ročke. Samo oblika ročke, samo vzvod noter, ga imaš, ne, Štekam. ki vpliva, ne. Recimo, pa tega nočeš šraufa, tega gor, pa tega nočeš šraufa, da se ta Usede. Raj ne trdim, ne. Raj rečem, lej. Ampak je pa lepo, gled, koliko zraka prije ne. Ja, sem ga ne bi smela, ne. Ha! Ne vidiš. Ej, kaj je največja napaka, če bi jo mogel izpostaviti, kad nekdo dela, kad doma bliga bremza? Da ne ve, kva dela. To je kar dober argument. Ne, to je... Ena od stvari, ki moraš vedeti, je mehurčki gor plavajo ponovadi, ne. Ja. No, to je ena osnova, ne. Druga zadeva pa je, recimo, če brideš stran, ne, se da, če ti potegneš brizgo, bo znižal tlak v sistemu, ne, in ga ti znižaš tlak, da se mehurčki povečajo, ne, in potem lažje gor splavajo, ne. A ne, take fore, ne, ampak pač malo boš to v osnovnošolsko fiziko razumeti, kaj se kaj sploh dogaja. Se pravi, premalo ljudi razmišlja, kad to dela. Ja. Zelo. Vse neki držiš se v njih navodil takole, ne, ne veš pa, kaj delaš, ne. Ok, zmontiranje, Černi je poskrbel, da je preblidan, hudo zgleda na prvi luk, zdaj pa gremo kar testirati, ne Černi? Evo folk na krvavcu s Černijem, danes testirava Louis bremze. Malo jo je namočil vole, tako da zadnja še ni čista, ampak verjamem, da se bo ogrela. Zaenkrat prvi feeling, kar bom rekel, je cool, mogoče bi jaz imel malo krajšo ročko, zato ker mi vse porine bolj levo in imam ta shifter, ga nimam več pri prstu, ampak moram že prst malo preveč premikati. Če ga dam pa na to stran, pa zaradi tega štrcla ne bo mogel biti shifter lihkle vmes, ampak bo mogel biti klej, pa že pol prebliz. Tako da zaenkrat jaz bi imel samo prvi feeling, ki je malo krajšo ročko, da bi lahko imel malo belke, drugače pa zelo suveren, lepo spreblidu Černi. Zdaj gremo pa testirati. Vidimo!
Jebem ti Božiča, me nastavljajo tega hluda pizda. A je treba tega? V glavnem, ne se zajebavam, v glavnem. Pol. Kaj ne rečem, prva izkušnja z Louis bremzami, moram reči, da me je navdušila. Sam priznam, da sem bil vedno skeptik proti tem kinezarskim stvarem. Balance, gonilke, feltne, to še zdaj ne vozil, sploh ne karbon. Vem pa, da je vse na Tajvan narejen, ampak osebno me to laž misel, da mogoče one top firme malo več dajo kakšen testiranje, ne? Ampak ja, če Černi prav, da je ta bremza ok, sem mu šel zaupati, ker ga častim, ker ga spoštujem, ker ima nekaj znanja in moram reči, da tudi mene navdušila. Vse, kar bi jaz rekel je, za moje pojme, jaz sem bral tako minimalistično clean ročko za en prst, kratko, zavihano, vse ostalo, nimam pripomb, danes je bilo malo vlažno, pakne so parele tako, kot je treba, nikoli ni cvilila, brake powerja v izobilju, contact point, ki ga enkrat naštimam, oziroma odmik ročke je bilo to. Odmik batkov, jaz pač sem že imel to na enih starih Avidih, pa sem nikoli nisem taknil. Černi prav, da to pipa, jaz se tega ne bom pipal. Tele braided hoze so, ne vem, mende dobre, jaz priznam, da nisem občutil nobene razlike napram navadnim, če tako pogledam. Je pa res, da bi to mogel narediti test na istih bremzah še navadne hoze. Pa moram priznati, da mi je izgled črnega bovna meni lepši kot ta braided shit, ampak overall ful navdušen. Tisti, ki hoče probati, kontaktirajte Černija, vse je v opisu profila. Upam, da bi ta video bil všeč, malo smo improvizirali, nič se nismo pripravili, ampak smo pa povedali bistvene točke, sploh Černju v začetku, tako da napišite v komentar, če vas še karkoli zanima. Lajki, šeri, subscribi, lajki tudi Černilogarja. Imamo to Madonna, ne? Se vidimo v naslednji vojni. Mua!